Pozdravljeni! Danes smo pripravili prav poseben intervju. Tukaj z mano je osmošolka Amina, ki je poletela v Gambijo. Pa poglejmo zakaj. Povej nam vzrok odhoda v Gambijo. Moja mama se je že lansko leto želela iti v Gambijo in obe zelo rada pomagamo. Zato sem se odločila, da bi rada šla zraven in smo na koncu res šla pomagati otrokom. Ko si prvič zagledala Gambijo skozi letalsko okno, kakšni občutki so te spreleteli? Najprej sem pomislila na to, da Gambija in vsi otroci ne bojo izpolnili mojih pričakovanj, da bom razočarana. Imela sem pomisleke, zakaj sem sploh šla. Ampak potem sem se spustila, ker smo po festivalu se ugotovila, da so lahko nasmejali. No, ti ni bilo žal. Kako je potekal tvoj dan? Navaden dan v Gambiji je bil zelo zanimiv. Zbudili smo se ob 8, pripravili smo se. Ponavadi smo imeli za zajtrk avokado ter mangote. Odpravili smo se v šolo, vozili smo se približno 30 minut. Zelo zanimivo, ko smo prišli v šolo, so bili vsi otroci so že čakali, vedeli smo, da prihajamo in so vsi stekli proti nam. V šoli smo bili približno 5 ur, šli smo nazaj. Ko smo prišli nazaj domov, smo imeli za kosilo riž, ker je to približno skoraj vse, kar je. Ponavadi smo se osvežili v bazenu, ponavadi celo kar v oblačilih. Potem pa smo šli na tržnico in okoli 10 nazaj domov. Kaj pa ste počeli v šoli? Pomagali smo otrokom, ki sicer ne znajo toliko kot mi. Opišeš občutke, ki si jih doživljala ob pomoči otrokom? Občutke je zelo težko opisati, zaradi tega, ker niti ne najdem pravih besed. Zelo sem bila vesela, ker sem lahko pomagala otrokom, če povem na kratko. Bi lahko primerjala svoje sovrstnike z gambijskimi otroci? Ja, če jih primerjam, lahko povem, da ti otroci so veliko bolj hvaležni z vsem, kar imajo, kot pa mi. Se ne zanimajo za tehnologijo, za telefone, za računalnike, ker niti niso odraščali s tem. Radi so v šoli, zato ker imajo tisto priložnost, da se šolajo, mi tega ne znamo ceniti. Zelo so družabni. Kako pa si z njimi komunicirala? Gambija je bila angleška kolonija, zato je njihov uradni jezik angleščina, sicer pa tudi imajo plemenske jezike. So šole v Gambiji podobne kot pri nas? Ne. Lahko si predstavljamo šolo, ampak niti približno si ne bomo predstavljali tako, kot v resnici je. Šole so zelo umazane, zelo neurejene. Učenci po razredih so mešane starosti. Jaz sem učila sicer otroke od 10 do 16 let, vsi so se učili plus in minus in ni šlo tako tekoče, kot bi lahko šlo. Učilnice so bile zelo majhne, v eni učilnici je bilo po 45 otrok. Primanjkovalo je stolov in miz, barvic, potrebščin, ampak se je dalo vse urediti, zaradi tega, ker smo prostovoljci to vse prinesli. Tako da smo si tudi razdelili in zvezke, in liste, in barvice. Sicer so to z primanjkovanjem prostora se pa uredili, tako da so drug na drugem sedeli. Kako pa so te nasploh sprejeli ljudje v Gambiji? Kot sem rekla že prej, ti ljudje so zelo dobrosrčni, zelo družabni. Vedno so nasmejani, vedno se zanimajo zate.
Vse lahko deliš z njimi, res. Sem pa prepričana, da sem se kar dobro vključila. Način življenja pri njih se verjetno razlikuje kot pri nas. V kakšnih razmerah si živela ti in v kakšnih živijo drugi ljudje? Naše razmere življenja so res popolnoma drugačne. Sicer mi prostovoljci smo bili v hotelu, če se lahko tako izrazim. Originalne hiške so pa še vedno iz blata v Gambiji. Zato nimajo niti elektrike, vodo črpajo iz podzemlja, ni pip, so vodnjaki, jejo samo riž, tropske sadeže in piščanca, ovce, drugače pa. A nam poveš, kaj je tole, kar si prinesla s sabo? Ja, to so izdelki, ki so jih Gambici naredili. Imajo tako tržnico, ki se ostanejo ob 5 zjutraj, domov grejo tudi po moje zjutraj. Drugače pa, to so izdelki, ki jih oni izdelujejo, zato da lahko preživijo. In potem jih prodajo na tržnici? Ja. Bi svoje doživetje ponovila ali bi kaj spremenila? Z veseljem bi šla še enkrat, ostalo mogoče še dlje. Z veseljem bi lahko tam preživela brez problema 6 mesecev. Tudi brez takšne hrane, ko imaš, brez elektrike? Ja, brez problema. Drugače pa čisto nič ne bi spremenila, zato ker sem zelo zadovoljna, ker so bila moja pričakovanja v resnici zelo nizka. Kaj si se naučila v tem mesecu življenja? V tem mesecu in pol sem spoznala, da vedno sem mislila, da sem bila hvaležna za stvari, ko jih imam. Niti približno nisem bila tako zadovoljna s stvarmi, ki si jih lastim, kot pa otroci oziroma vsi ljudje v Gambiji. Ti ljudje gledajo na svet popolnoma drugače, kot gledamo mi. V resnici so vsi čisto drugačni, kot si jih predstavljamo. Imajo tisti del človeškosti, ki smo jo mi izgubili z vsemi temi stvarmi, ki jih sicer imamo. Ja, to si pa zelo lepo povedala. Nimam nič več za dodati. Hvala, ker si delila to svoje doživetje z nami. Hvala vam. Nasvidenje. Can I just turn back the clock? Forgive my sins, I just wanna roll my sleeves up and start again. I know that I messed it up time and time again, but I just wanna roll my sleeves up and start again. I was switching up the lanes, stepping out the frame